V tokratni oddaji Zmorem obiskali smo Parafest in se prepričali, da program Postani športnik iz dneva v dan dobiva večji zagon. Slovenski košarkarji na vozičkih so navdušili navijače na Vranskem in osvojili bronasto medaljo. Naš gost je bil mladi slovenski plavalec Patrik Jagodic. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča ter Lidl Slovenija so za paciente na tem centru, mlade invalide in ostale obiskovalce pripravili Parafest, dan športa invalidov. Tudi tokrat so uspešni športniki invalidi in paraolimpici predstavili najbolj priljubljene parašporte. Letos je bil dan športa invalidov še posebej zanimiv, saj so se parašportnikom pridružili tudi sedanji in nekdanji vrhunski športniki, ki so lahko spoznali malce drugačne discipline. Ja, Parafest, v bistvu, ko sem izvedel, da bo ta dogodek, sem bil zelo vesel, da to sploh obstaja, da ste začeli s tem. Popolnoma odpiram predvsem za mlade športnike, invalide, za bodoče, ker je za njih to res pomembno za razvoj. Zelo sem navdušen nad idejo tega projekta, tako da upam, da bo to tudi v bodoče postalo tradicionalno. V bistvu najtežje je obvladati voziček, še obračati, iti naprej nazaj, med še nekoga gre, to imamo mi isto, ampak ostalo je pa res težavno, tako da je res še enkrat kapo dol. Košarka na vozičkih je bila ena izmed 6 parašportov, v katerih so se lahko preizkusili vsi gostje. Potem pa so bili tukaj še parakolesarstvo, boča, odbojka sede, paraplavanje, športni paraples in karling na vozičkih. Občutki so super. Vidiš, da se lahko tudi invalidi ukvarjajo z istim športom kot mi, samo s prilagojenimi pripomočki. Hitrosti pa razdalje so pa tudi zelo primerljive našim športom. Prvič se seznanjam s to disciplino boče in je zelo podobna strategija kot v našem balinanju, tako da mi je precej jasno in sem prav navdušen, kako lepo se to da igrati tudi na taki dvorani s tem krogelcem lahkejšem. Tako da super. Nismo zmagali, v bistvu smo na razliko zgubili. Moram reči, da je zelo zakomplicirano. Mislim, veliko bolj, kot se zdi, sploh za nas, ki smo vajeni skakati. In to, da imamo ritm ves čas na tleh, je v bistvu ena zelo velika ovira. Ko stoji, se ti z nogam lahko zelo poženaš in hitreje priješ do žoge. Tukaj se moraš pa res samo po tleh premikati in v bistvu žoga, čim je malo stran od tebe, jo je zelo težko doseči, medtem ko pri naši odbojki jo mi dosežemo lahko zelo hiter. Plesalec Miha Vodičar je bil navdušen nad pozitivno energijo, ki je vladala med vsemi sodelujočimi. Dejansko nisem točno vedel, kaj pričakovati, ko sem prišel. Ampak zelo zanimivo, čist nek drug svet. Tudi tukaj je neka mala enota posebnih ljudi na kupu, ki imajo res tako fajno družbo drug z drugim, fajn se imajo, vidim, uživajo v svojih dejavnostih, uživajo v svojem športu in to mi je bilo res wow. Športne aktivnosti invalidom prinašajo veliko, saj prek gibanja razvijajo svoje zmožnosti, krepijo samopodobo ter zvišujejo kakovost življenja. V okviru Parafesta so gostje lahko spoznali tudi program Postani športnik, ki iz dneva v dan večji skupini mladih odpira vrata v bolj kakovostno in zdravo življenje. V oddaji Zmorem vedno poudarjamo, kako pomemben je šport. Slednjim pri invalidih življenje velikokrat dobi nov smisel, naučijo se novih stvari, ki so pomembne za prihodnji razvoj, v veliko primerih pa se invalid s športom tudi vrne tja, kjer je nekoč že bil. Naš tokratni sogovornik v rubriki Postani športnik misija samozavesti je športni pedagog Andraž Vide Čeligoj, ki ima na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča pomembno nalogo, to je reintegracija invalidov za življenje skozi gibanje.
Torej, moja funkcija tukaj na inštitutu Soča je, v bistvu naziv je športni pedagog. To pomeni, da se ukvarjam z rehabilitacijsko rekreacijo pacientov, ki so tukaj na URI Soča nastanjeni. V bistvu je moja glavna naloga reintegracija invalidov čez šport oziroma bilo kakšno obliko gibanja nazaj v normalno življenjsko okolje. Pri tem delu se vsak dan srečujem z ogromno izzivi, ker namreč niti en pacient ni enak, zato kar temeljito sodelujemo skupaj tim zdravnikov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov in skupaj v bistvu pripravimo optimalen, najboljši program za pacienta, seveda v okviru njegovih zmožnosti in seveda glede na njegovo poškodbo, ki jo je ali pridobil ali pač že imel, kot da je to postala posledica invalidnosti. Napredek je najbolj opazen prav potem, ko v življenje posameznika vstopi šport. Dvigne se samozavest, izboljša se počutje, vse skupaj pa jasno vpliva tudi na vsakdanje življenje. To vselej poudarja tudi naš sogovornik. Šport je zdravilo za vse. Šport poveča samozavest, šport te ohranja pri življenju, te ohranja zdravega in predvsem ti da v bistvu nek nov zagon za življenje. Torej, da greš spet proti takim smernicam, kot si jih poznal prej, ko si postal recimo invalid. Ampak to mojim varovancem tukaj na URI Soča ogromno pomeni. Da vidijo, da zmorejo, da se lahko kosajo tudi z enakovrednimi, bom rekel, neinvalidnimi kolegi. V navezi s strokovnjaki se lahko za vsakega pacienta najde primerna športna disciplina. Potrebno je torej zbrati nekaj poguma, zaupati strokovnjakom in verjeti, da zmorete tudi vi. Na Vranskem smo spremljali finalni turnir 11. sezone košarke na vozičkih NLB Wheel. Tudi letos je bila na koncu najboljša ekipa KKI Vrbas. Člani moštva iz Bosne in Hercegovine so se veselili še 6. naslova v tem tekmovanju. Srebrno medaljo so osvojili gostje iz Gradca, bronasti pa so bili Slovenci, ki so v odločilni tekmi prepričljivo s 64-40 premagali goste iz Sanskega Mosta. Tekma je bila perfektna, lahko rečem, da smo jih dejansko povozili. Saj smo se tudi veliko pripravljali na to, glede na to, da smo imeli že v polfinalu malo smolje z Banja Luko. Smo bili, saj jaz in vsi pravzaprav, sem bil še toliko bolj motiviran, da dobim ta bron. Tako da, ja, svaka čast, fanti, vse čestitke. Ja, medalji se ne gleda v zobe, bron je tukaj, ampak preukus gre enak. Ne moram pozabiti 23. marca, za 3 točke izgubili plasiranje za finale. V vsej ligi, v vsej publiki smo dokazali s to tekmo, da smo bistveno višji rang, lahko kotiramo kot za 3. mesto in ko boste nadaljevanje gledali finalno tekmo, nas lahko tam noter vidite. Ja, seveda, bron je bron. Naslednje leto imamo cilj finale in verjamem, da bomo s tem tempom, s tem, rekel, usklajenim treningom tukaj na Vranskem, ki ga vodi Žiga Kobašević, selektor, prišli še do višjega nivoja. Ja, danes pa res, pa tudi po polfinalni tekmi, težko fantom karkoli očitam. Izpolnjevali so moja navodila, kar je vedno tudi na rezultatu, predvsem igra v obrambi je bila odlična, pa tudi v napadu nismo odigrali slabo. Prav tako je bilo v polfinalu, tako da v zadnjih 2 mesecih so moji fantje oddelali na treningih in tudi na tekmah. Zelo dobro, seveda, nikoli nisem zadovoljen v polnosti, vendar smo bili pravi takrat, ko je bilo potrebno. Fantje so s požrtvovalno igro navdušili tudi selektorja slovenske košarkarske reprezentance. Ta želja po zmagi se je tudi vidiš v košarke, ampak tukaj je bila danes, kar sem jaz videl pri naši ekipi, to je bila res na enem visokem nivoju. Motiviranost ekipe je bila res na visokem nivoju. Navdušila me je tudi ta agilnost igralcev naših, koliko so bili oni hitri, koliko so igrali kolektivno, kako so razmišljali kolektivno, res maksimalno. Zaključni turnir je potekal v fantastičnem ozračju, ki ni ravno stalnica v naših športnih dvoranah. Ja, vzdušje, atmosfera fenomenalna, navijači. To se v našem športu malo terkrat naredi, da imamo toliko navijači, kakor jih je bilo danes in to te še bolj dvigne. Že to si motivira, potem pa še to dvigne. Tako da, wow, no, ful dobro. Tako da, ko me čakam drug let, naslednji NLB.
Slovenski košarkarji so uspeh posvetili 50-letnici Zveze paraplegikov Slovenije in prazniku občine Vransko. Ja, lejte, košarkarji na vozičkih so redni gostje v naši dvorani in to je bilo tudi vodilo pri naši odločitvi, da prevzamemo pokroviteljstvo nad današnjim dogodkom, ki presega meje naše države, sploh pa meje naše občine, in mi z veseljem sodelujemo pri organizaciji dogodkov, ki presegajo naš krajevni in lokalni okvir. Jaz verjamem, da bojo še naprej koristili usluge te dvorane in da bo sodelovanje med našim zavodom in Zvezo paraplegikov Slovenije še naprej tako plodno. Uvodne inštrukcije so za mano, vidim, da to ni tak mačji kašelj, kot bi si kdo predstavljal po televiziji. Upam, da bo kamen šel vsaj čez polovico, bomo pa videli, no. Nasprotnik je pa velik favorit. No, zdaj bomo pokazali demo igro med paraplegikom in pa začetnikom. Pričakuje se, da bo zmagal seveda začetnik. No, evo, izziv je za nama. Če pogledam, je tale prva bila po začetniški sreči zelo dobra. Če ne bi nasprotnik tu tako pozorno zraven mene se spremljal, bi malo je še brcno, pa bi mogoče zmagal, ampak športno priznam premoč. Pa tudi vabim vas, da preizkusite tale šport. Če boste zdaj prepozni, pa seveda v naslednji sezoni. No, evo, zdaj vidimo, da se napoved ni uresničila, da začetnik ni zmagal, ni mu pa veliko manjkalo. Ne rečem, da je to džentelmenski šport in da se ne golfa, tako da tista izjava, da bi malo brcnil, to ne gre v to igro. Športom sem se začel ukvarjati v 4. razredu. Najprej smo začeli v osnovni šoli s plavanjem na Kranjskem bazenu in mi s tem tudi veliko pomagali, ker sem se začel gibati. Nisem imel pa več težav, lažje sem se začel gibati. Tekmovalni šport se pa začel v 6. razredu, ki mi je Primož Črnilec pomagal, da sem se izbral šport in s tem sem se s plavanjem izbral in sem začel trenirati v Radovljici. Ja, jaz največ poudarjam na kravl, potem pa delfin, najmanj pa hrbtno pa prsno. Prsnega ne morem plavati zaradi kolen pa zaradi nog, drugače na tekmah pa največ se posvečam kravlu. Jaz zjutraj, ko vstanem, grem najprej v šolo, potem pa, ko šole domov pridem, najprej pojem kosilo, naredim nalogo, se učim, potem grem pa na trening. Po treningu pa najprej nekaj pojem, potem pa se učim naprej za naslednji dan. Vedno je važna psihična pa fizična pripravljenost. Jaz se zmeraj, preden grem na tekmo, se sprostim, pa mu kakšno dobro muziko poslušam, da se sprostim in potem
dobro odplavam. Ja, pri športu se lahko sprostiš, nekaj zase, nekaj dobrega narediš. Če se vztrajen, lahko napreduješ in greš na velika tekmovanja in potem lahko dobiš kakšno medaljo. Mene zelo zanima, kar se tiče področja medijskega tehnika, kar se tiče fotografije, snemanja, montaže, potem oblikovanje, se pravi grafičnega področja, kar se tiče logotipov. Ko sem bil mlajši, nisem verjel, da to toliko pomaga. Zdaj, ko pa plavam, se pa počutim res dobro. Poskusite tudi vi, ne bo vam žal. To je bilo vse v naši tokratni oddaji. Naslednjič se bomo med drugim posvetili tudi programu Postani športnik. Nasvidenje. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.